Pozdravljeni! Torej, še en dan posta je za mano, sem čez polovico. Naj vam odgovorim na nekaj vprašanj, ki se mi najpogosteje zastavljajo. Ali si lačna? Ja, logično, da tudi pride potreba po tem, da bi človek kaj pojedel, ampak ta lakota se v bistvu nekako uravnava med postom, vsaj jaz sem se lotila na ta način, da se prehranjujem v stilu prekinitvenega, kar pomeni, da jem, dovajam neko obliko gostejše hrane, pa četudi so to zelenjavni ali sadni smuti ali pa kakšna oblika naribanega sadja ali zelenjave z dodatki, na 2 uri. Torej, če ostaneš zjutraj danes na primer ob 7 uri, je nekje prvi smuti, jutranja kavica, potem ob 9, ob 11, ob 13, ob 15, 17, evo zdaj malo po 17 še ena kavica in potem v nadaljevanju voda ali pa zdaj, ker mi v tej fazi nekako bolj prija nesladkan s par kapljicami limone, mogoče čaj. Potem včasih, ko je človek obremenjen, ko karkoli, ne vem, dela ali intelektualno ali fizično in porabi več energije, imaš mogoče potrebo, da bi kaj pregriznil, tule vam pač svetujem, vsaj sama tako počnem, 2 načina. En način je, da imaš neko stekleno posodico, v katero si daš različne oreščke, od mandljev do kikirikija, do posušenih sliv, orehov in enostavno, ko imaš potrebo, konec koncev tudi, da bi nekaj žvečil, da bi nekaj bolj gostega, bolj trdega pojedel, pač iz te skodelice počasi jemlješ. Pomembno je, da ozavestiš te grižljaje, da ni tisto, da boš vzel celo pest in boš požrl, ampak da počasi jemlješ, mogoče znotraj, ne vem, pol ure to skodelico nekako sprazniš, to, kar žvečiš, začutiš, občutiš tisto bučnico, ki si jo zgrizel, nekako podoživiš tisti okus oreha, skratka si za vsak tak grižljaj, ki ga pač daš v usta, nekako vzameš čas tudi za njegovo pridelavo, torej za žvečenje. No, in pomaga pa tudi, vsaj meni, mogoče bo tudi komu med vami, da si zjutraj vzamem eno skledo in si notri naribam kombinacije, na primer. Enkrat je to naribano jabolko, pa naribana črna redkev, premešano, pa mogoče žlica medu in potem vmes pač, ko imaš potrebo, ko ti pade sladkor, ko imaš potrebo, da bi pred naslednjim smutijem morda še kaj pojedel, greš, poješ par žlic. Dobra je tudi kombinacija malo ingverja, pa naslednjo jutri bom, vidim, da imam na zalogi korenček, malo naribanega ingverja, pa več naribanega korenčka, lahko tudi kakšno zeleno dodate, pa je spet naribano v skledi, pokrito. Pri sadni opciji, na primer, če imaš samo jabolko, je fino, da dodaš kako tako toplo začimbo, kot je cimet. To je to, to je torej odgovor na vprašanje, ali si lačna ali si non-stop lačna. Ali si slabotna, je nekje drugo vprašanje, ki se pojavlja. Zdaj, v normalnem funkcioniranju tudi, po tej vrstni hišici 27 stopnic, ali pa ko nekaj delaš, ne čuti neke slabotnosti. Kdaj se pa začuti? Začuti pa se vendarle v neki fizični aktivnosti. Torej, če je bilo, ne vem, 5 ali pa 6 kilometrov okoli Savinje nekaj samoumevnega in je prijalo brez večjih postankov, je utrujenost večja. Torej, moraš pač, vsaj jaz se vmes mogoče malo večkrat ustaviti, predihati in vse, kot sem že omenila v enem izmed predhodnih videov, kar se tiče nekih fizičnih aktivnosti, počnem vse malce bolj upočasnjeno. Potem, kako sploh lahko delaš med postom? No, to je mogoče tretje zanimivo vprašanje, ki bi lahko koga med vami, ki ste delovno aktivni, odvrnilo od razmisleka, da se loti tovrstnega razstrupljanja in prečiščevanja črevesja in duha, če hodim v službo, tega si ne morem privoščiti. Tudi mene je bilo nekje strah, oktobra lani, ko sem se tega prvič lotila, tudi moj bratranec mi je rekel, zdaj boš pa spala, ne boš mogla nič delati. V bistvu dovajaš energijo telesu v neki drugi obliki, na nek drug način in nikakor ne drži, da bi med 21-dnevnim postom pač moral 21 dni v bistvu priležati in prespati in ne bi mogel čisto nič početi.
ker je moje delo nekje bolj naravnano na intelektualna opravila, lahko samo rečem, da se moj duh v bistvu z dodatnimi meditacijami še bolj prečisto, da je mogoče še kakšna kreativna ideja in preblisk več. Torej tudi delaš lahko med postom. Zdaj pa, da še preletim Biserkinih 12 temeljnih zakonitosti 21-dnevnega posta. Zapisala sem jih oktobra lani ob prvem postu v tejle moji knjigi. Prisluhni si in najdi svojo pot, kaj pomeni. Ali se tega držim? Prvič. Prisluhni telesu, kaj bi rado jedlo. Ja, držim se. Danes sem imela na primer potrebo po špinači, že včeraj se mi je zluštala in smo pač skombinirali, da je, ne vem, sin imel pire krompir pa špinača za dodatek med drugim delom kosila. Jaz sem pa špinači dodala še malo narezanega česna, potem zraven je bila kombinacija jabolko, osnova je bil kefir in je bil v bistvu, moram reči, zelo okusen, prijeten, malce pekoč, tudi oster zaradi česna, zelenjavni smuti. Potem drugič, ne zamenjuj želje z lakoto. To moram reči, da sem že v teh 6 mesecih prehoda od enega do drugega posta nekako kar uredila. Tretjič, voda naj bo ob tebi na vsakem koraku, je. Četrtič, pripravljaj raznolike kombinacije v majhnih porcijah. To je to, kar sem vam prej pač omenila. Tudi med postom lahko različno vrsto zelenjave in tudi sadja uživamo v majhnih količinah. Zdaj v tej moji fazi, ko sem se odločila za sadno zelenjavno kombinacijo smutijev, pač na ta način utekočinjeno, v oktobrski fazi pač to uporabiš v obliki nekih toplih juh, na primer. Petič, jutranji vrstni red, žlica marmelade, topla voda, smuti z limono in laneninim semenom, prva kava. Ja, tudi to sem ponotranjila, tega se mi med tem postom ni treba več učiti. Torej ne delam več tiste napake, ki sem jo delala do oktobra lani, ko me je ta kava nekako povampirila v smislu, da sem dan začela z turško kavo na tešče, na prazen želodec. Zdaj žlico domače marmelade sem ravno kar pojedla, mislim končala, tako da pride na vrsto nova domača. Sicer pa topel napitek na osnovi limone, tudi laneno seme imam namočeno, danes sem ga pozabila dodati, priznam. In šele potem prva kava. Zdaj, če že ni smuti na osnovi limone in tople vode, potem je pa vsaj topel čaj, ki je seveda vedno nesladkan, ker sladkorja ne uporabljam. 7. točka, ne moki, ne sladkorju, ne soli. Torej da, tudi to spoštujem. 8. točka, izberi svojih 8 ur za prehrano. To pomeni ali od 9 do 17, ali od 10 do 18. Torej, če sem danes ostala že pač ob 7 uri, 7 plus 8 je torej koliko do 17 ure. Bi lahko na primer še popila kak smuti, zdaj bom kavo in potem je to to. 9. Dihaj, okusi, uživaj trenutek ob vsakem grižljaju. Prav, kar sem vam prej omenila, ko imamo to, jaz si pravim, skledico prve pomoči, te oreščke, da jih je treba počasi okusiti, uživati. Mogoče še, da ko smo v fazi posta, resnično bolj dojamemo in čutimo in smo čuječni za trenutek tukaj in zdaj. 10. Raziskuj in kombiniraj različne diete in strategije prehrane po svoji potrebi. No, s tem se zdaj morda ravno ne ukvarjam, pa vendarle še brskam po različnih virih. Včeraj sem delila z vami, kako so se v 12. stoletju samostalnih prehranjevale nune. Skratka, vedno mi še kakšna zanimiva informacija pride pod roke, če drugače ne pa pobrskam po svojih izpiskih. 11. Jesenski post bom izvajala od 1. do 21. oktobra, spomladanskega od 1. do 21. aprila. Kot vidite, se aprilskih datumov držim. In 12. temeljna zakonitost Biserkinega 21-dnevnega posta. Jesenski post se začne s 5-dnevnim vodnim, nadaljuje se z juhami. Spomladanski se začne s 5-dnevnim vodnim, nadaljuje se z zelenjavnimi in sadnimi sokovi ali smuti, ker sem rekla, da sem za
pripravo sokov malce prelena, tudi malo premalo časa imam, nekako priprava bi mi vzela preveč časa in so mi bližji smutiji, hitreje jih narediš v kombinaciji z vodo, kefirjem ali mlekom. Toliko za danes. Vabim vas, da se naročite brezplačno na YouTube kanal Razstrupi se in prisluhni si. In če kdo razmišlja, da bi se razstrupljanja ali črevesja ali duha lotil tako, da se najprej pogovori sam s seboj, torej da bo na poti uspeha, da želen rezultat tudi doseže, imate vabilo, komunikacijski trening samo za vas, trening za hujšanje. Srečno in do snidenja jutri.